Well, I'm gonna get through this world the best I can if I can. And I'm gonna get through this world, and I think I can. Well, I am gonna work in this world. Poslušalci, verjetno že veste skoraj vse o današnji oddaji. Dodal bi še to, da sem pogovarjal z Andrejem Rozmanom Rozo v živo, moje ime je Marko Golja, pogovarjala pa se bova o njegovi knjigi, o zajetni knjigi z naslovom Zdravilo za čas. Andrej Rozman Roza, lepo vas pozdravljam. Hvala, enako. Hvala za vabilo. Z velikim veseljem. In vam čestitam za to knjigo. Ta knjiga je res zajetna, bi skoraj rekel nekoliko zneseno, življenjski opus. No, ja, je življenjski opus od prve pesniške zbirke, te, bi rekel, uradne, ne, če tisto gimnazijsko izpustim, pa do pred kratkim, ne, se pravi, na srečo ni čist življenjski, ne, Še bo, ja. Upam in delim to vaše upanje. Zanimivo je, vaša prva taka pesniška objava je pesniški almanah mladih. Izšel je leta 1982, tako, mogoče. Ja. Ja, 82. In tisto, kar je zanimivo v tem zborniku, je tole. V njem so svoje pesmi objavili mnogi, bi rekel, modernistični pesniki. Pesniki, ki so očitno brali Nika Grafenauerja, se nekako navezovali nanj. In potem je med njimi, bi rekel, Beli kos, Beli vrabec, Črni vrabec, nekaj od tega zagotovo. Andrej Rozman Roza, ki ne piše modernistične lirike, ki ne piše hermetične lirike, ampak piše zelo človeško, zelo razumljivo, simpatično, humorno poezijo. Odkot ta pogum, da ste tako drugačni? Sem pač take pesmi pisal, ne, mislim, zdaj, jaz sem tudi modernistično poezijo pisal, ne, sem tam nekje pri 22 letih potem nekako prišel do enega konca, ne, tega modernizma, do črke, do znaka, ne, se mi zdelo, da tu globlje se ne da. Potem sem se pa začel po letu na ključi z gledališčem ukvarjati, tako da sem začel pisati za gledališče in ne, smo imeli poulično gledališče, pocestno smo si rekli, takrat pred razpadom se imenovalo, in sem pisal, kar naenkrat sem začel pisati take razumljive pesmi, ki se rimajo, pesmi, ki se lahko pojejo. In potem sem v to padel in se nisem iz tega več izkopal. Ste kdaj poskušali ali ste se povsem sprejeli v tej vlogi? No, še vedno včasih poskušam, pa ne da bi pisal, ne da bi pisal modernistične pesmi, ampak da bi pisal nerimane pesmi, pa se zelo prizadevam, da bi napisal še eno zbirko pa takih, nerimanih, ker rime te pač nekam ujamejo, ne. Zdaj, če bi bila na televiziji, bi kamera pokazala vašo majico, na njej piše glasovala bom za, zakaj? Za javno RTV. To sem si, ko sem šel sem, sem si moral eno majčko najti in sem to je res, tale, sem jo, ne morem, mislim, kljub vročini, če mora človek, tudi klima je tule notri v studiu. No, in sem potem tole majčko našel, ki sem jo dobil, ne vem, kdaj je bil, novembra 22, mislim, da je bil referendum za javno RTV in jaz sem še vedno za javno RTV in še vedno se mi zdi, da moram svoj glas za njo povedati in pokazati. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je, radiotelevizija je najpomembnejša kulturna inštitucija v državi, ne, in v družbi in enostavno ne more biti državna, ne more biti vezana na tekočo politiko, enkrat takšno, enkrat drugačno, ne, predvsem ne sme biti propaganda, ne sme gledati na svet kot nekaj, kar je ali levo ali desno, ne, ker svet ni levi ali desen, ne, svet je naš
skupen, smo si različni, ampak različni smo si tako kompleksno, ne, da tisti, ki mislijo, da smo si različni, sam potem, da smo eni levi, drugi pa desni, ne, tisti to tako poenostavljajo, da bi bilo dobro, da bi začeli kakšne malo bolj zahtevne knjige čitati. Hvala vam za vašo podporo javni RTV Slovenija. Ko sem bral te pesmi, sem dobil občutek, da ste že leta in desetletja nekako avtor, umetnik v areni življenja. In če se premakneva z naslovnice knjige na drugo stran hrbtne strani, tukaj je distih: preživel bom, pa če mi se ta hip za zmer ukine vsa subvencija. In to je s pesmi I Will Survive. Preživel bom. In zanimivo je, to pesem, ta distih ste objavili pravzaprav pred nastopom nove vlade. Domnevam, da ste ga izbrali. Ja, pesem je starejša, ampak vi ste ga izbrali. Ni nova vlada, skozi so že nove vlade, mislim. To je že, mislim, da se počutim že, vse življenje imam že nove vlade, tudi v prejšnjem režimu sem imel nove vlade in težave z njimi. Ne. In vedno boste preživeli. Ja, in vedno bom preživel, ne, mislim, zdaj nisem vedno bil tako, to sem tudi mogoče malo sebi pogum dajal, ne, ker nisem bil vedno tako, bi rekel, samozavesten, dostikrat sem imel velik strah, ne, eksistencialen, ko sem v to padel, v to, da sem živel od pisanja in nastopanja, ne, ampak nekako to je bila prav tako malo samemu sebi spodbuda na melodijo, neko znano melodijo. Zdaj ne vem, kaj je že ena. Ne bo vas zaprepevala. Ja, rajši ne. Rajši ne, ja. Zdaj, dejali ste, kako ste se v nekem hipu opogumili. Pa me zanima, kako se človek nekako opogumi. Zanima me zato, ker je marsikdo danes mogoče zaskrbljen. Ja, enkrat, mislim, tako, dokler nimaš otrok, dokler ne, si nekako nekaj časa sem se počutil zelo svobodnega in brezskrbnega, ne, potem pa moraš še za koga skrbeti, pa ne, nekako postaneš ujet v ene stvari, skratka, predvsem, ker moraš še za koga drugega skrbeti, ne, da pa počutil zelo, ne, mislim, sem iskal že službo in sem imel srečo, da nisem imel diplome, tako da sem dobil ponudbe samo takih služb, ki sem pa jih ne, slabo plačanih. Tako da sem potem preživel tisto, pojavile so se reklame in sem preživel tisti najbolj kritičen del življenja in sem se potem nekako ujel. Ne? Da sem, no. Ampak nekoč mislim, prijatelj Milan Kleč, ne, enkrat, ko sem mu jamral, se spomnim prav, da je damu, sva slonela, pa sem mu jamral, kako se počutim tako malo eksistencialno ogroženega, pa je on rekel, da on tudi dostikrat, ampak da je pa ugotovil, da zmeri se nekaj odpre, ne. Zmeri se nekaj odpre in sem mu zadnjič to omenil, je rekel, da se ne spomnim, da mi je kdaj to rekel, ampak jaz se pa zelo spomnim, no. Tako da ja, zmeri se nekaj odpre, to moraš verjeti. No, upam, da si bodo poslušalke in poslušalci to zapomnili. Vaša knjiga Zdravilo za čas je šla pri Mladinski knjigi. Ampak zgodnejše knjige ste objavljali pri neki drugi založbi, v Trnovem, če se ne motim. In me zanima ta dvojna izkušnja pri manjših založbah, pri veliki založbi. Kakšna je? Kako se obnašajo te založbe do vas? Nekoč, danes. Ker danes imamo občutek, da ste pravzaprav zvezda. No, išli ste v Gondorju, imate zbrane pesmi. Ja. To je ptič, to ni zvezda. Ampak dobro, tudi če sem ptič, sem zadovoljen s komplimentom in več kot počaščen. Ne, zdaj, kot France Prešeren pa Mladinska knjiga, ne, seveda, obakrat je najpomembnejši element za mene osebno je urednica, ne, s katerim sodelujem in tako kot France Prešeren sem bil zelo vesel, Goran Janković je bil urednik, sva imela tako, mislim, marsikjer na svet mi je dal ali pa, mislim, tako, sem imel sogovornika pri Mladinski knjigi, pa seveda tudi imam sogovornika, ne, zdaj
Andrej Ilc, ne, pri tej odrasli literaturi, ker tam večinoma pa za otroke pri Mladinski knjigi izdajam knjige, ne, Andrej je super, ne, bi rekel, je nekakšen sogovornik. To je en tak, ne, uredniški del, drugi del je pa čist finančen, to je pa tako, ne, to so finance jasne, ne, bi rekel, pri eni veliki založbi, ne, pri Kut France Prešeren je pa bilo, so bile pa finance malo bolj tako, ne, negotove, ne. Zato sem pa več knjig dobil, da sem jih lahko okrog dajal, ne, ali pa celo kdaj na kakšnem nastopu prodal, ne. Tako da, ja, tako podobno sem imel eno zelo lepo izkušnjo, ko je bil Pipan ravnatelj Drame, ne, in se dobro z njim zastopil in sem parkrat igral v Mali Drami kakšne predstave svoje, ne? In se je potem zgodilo, da sem igral isto predstavo tako rekoč v istem tednu, v istem času na Metelkovi pa v Mali Drami, ne? In je bilo zanimivo to, ker denarja je bilo obakrat isto, ne? Čeprav so bile tam vstopnice, ne vem, recimo 16 evrov, tam pa 5 evrov, ne? Gledalcev je bilo tudi podobno, ne? Ampak tam je bilo toliko vseh teh stroškov, ne? Mislim, in tako je, ne? Mislim, fino je na obeh stranih biti meni. Zanima me še vaša ustvarjalna izbira, odločitev. Vi pišete rime in rime pišete že res dobesedno desetletja. Pa me zanima, kako je z rimami. Je njihovo število omejeno, kako širite ta nabor rim, kako se nekako osvobajate, kako najdete rime, kako jih iščete, pa ste vztrajali? Ne, da bi vztrajal, ampak vsake dolgo časa v to padem, recimo trenutno pišem en musical, ne, mislim, tako kadar za gledališče pišem, se mi skoraj redno dogaja, da rečejo, pa vse bo v rimah, ne, vse bo v rimah. Ne, tako da enostavno pač ne morem iz tega, ne. In ja, zdaj rime pač je omejena količina rim, ne, zdaj pri tem, ko pišem, ne, zdaj, ko za gledališče pišem ponovadi v bolj pogovornem jeziku ali pa prav pogovornem jeziku, medtem ko pa pišem, ne, sploh za otroke, pa pišem v tako imenovani zborni standardni slovenščini, ki sem jo pa mečkeno, bi rekel, že futuriziral, ne, bi rekel, si predstavljam, da bo slej ko prej ta nedoločnik na i, saj v večinskem delu, ne, izgubila, ne, mislim, tako se mi zdi, no, da ne bi se, mislim, to je tema, o kateri bi lahko malo preveč govoril, da, skratka, ampak tukaj je pa samo bilo to, da ko sem nehal nedoločnike na i uporabljati, čisto zaradi tega, ker mi je bremzalo, mislim, tako ritem in nekako mi ni zvenelo živo, mi je zvenelo res tako sterilno in sam to sem ukinil in potem sem dobil en nov nabor rim, ne. Drugo so pa seveda vse te asonance, ki pa seveda Slovenci smo veliko bolj, mislim, Slovenci bolj hočemo imeti natančno rimo, kot recimo ima angleščina, recimo, ne, ona ima veliko več asonanc, nemotečih, ne, in zdaj pri asonancah moraš pač paziti, ene stvari se dobro skupaj vežejo, ene pa ne, jaz vse, kar pišem, tudi nekako na glas, mislim, zvočno preverjam. Pa ritem je pomemben, ne, bolj k rima, ne, pa v resnici pa se mi zdi pa, da je pa ritem bistven. Do ritma še prideva, samo to me zelo mimogrede zanima. Če postavim nas na radio oklepaj, kdo še uporablja nedoločnik? Kratek nedoločnik. Ne, dolgi. Ja, dolgi nedoločnik. Dobro, pač mislim, zdaj se bo mogoče zakon sprejel, ker bo to obvezno za vse javne uslužbence, ne, tudi se pravi, da za vse parlamentarce, za vse župane. In ja,
Skratka, politiki zelo pogosto se trudijo. Ne? Politiki se trudijo, pa veliko ljudi, dobro, predavatelji, ne? Veliko ljudi, ki pač javno nastopa, to uporablja. Ne? Zdaj eni to uporabljajo malo bolj, bi rekel, neprepričljivo za mene, ampak razumem, da to je pač njihov uradni jezik in je to pač za spoštovati, seveda. Ampak vidiš, da se trudijo, medtem ko recimo Matejo Ratej, sem zadnjič poslušal, Mariborčanka, pri njej pa sem rekel, vidiš, ta pa res, to je pa njen jezik, ne? To je pa njen jezik, ne? Se pravi, eni deli Slovenije imajo to čist ponotranjeno, večinoma pa nimamo in tako, če bi šel raziskovati, mislim, tako marsikdo, že pri Prešernu vidimo, ki je vse te opuščaje uvedel, je pravzaprav je te vprašanja, mislim, zdaj to Kopitar je bil, za Kopitarja je jasno, da je bil velik simpatizer Vuka Karadžiča in če mene vprašate, jaz mislim, da je bilo to, mislim, so morali seveda štajersko in kranjsko slovenščino skupaj dati, če so hoteli to zedinjeno Slovenijo ustvariti, tudi pač jezikovno je bilo to potrebno, ker časopisi, knjige, to je takrat združevalo narod, ampak bi rekel, lahko bi tudi drugače, ampak je bilo še kar evidentno, da so seveda imeli takrat predstavo, da se bomo jugoslovanizirali. Mislim, naša knjižna slovenščina je stala v enem času, ko so ljudje verjeli, da bomo z leti, ali pa saj za 100 leti se združili jezikovno, z srbo-hrvaškim prostorom. In zdaj seveda mi vemo, da so se motili. Vrniva se k Andreju Rozmanu Rozi. Prej ste omenili ritem. In ko berem vaše pesmi, imam občutek, da ni lahko najti rime. In včasih najdete kakšno rimo, ki se skriva, ki na koncu kakšne zelo dolge besede. Takšna dolga beseda pa seveda vpliva na ritem. In me zanima, kako rešujete problem ritma, da nekako ritem ne razpada. No, ritem ima pač tako, vedno ima, mislim, vsaka beseda ima en poudarjen zlog, in nekateri imajo tudi severnoatlantski, recimo imaš pa 2 poudarjena zloga, ampak enostavno se pravi, da od tistega poudarjenega zloga naprej pa nazaj se ritem šteje, mislim, tako avtomatsko, tako da če rečeš zdaj ne vem, kaj pa jaz vem, mislim, skratka, zdaj ne najdem primera, pa je zelo enostaven, ampak enostavno tudi zlog, ki ni poudarjen, lahko daje občutek, da je poudarjen, zaradi tega, ker imamo pač ta jambski ali pa kakršenkoli že ritem, ponavadi je ta poudarjen, nepoudarjen in se to prenaša. To je eno tako valovanje, ki imaš potem občutek, da je tudi tisti zlog, ki je nepoudarjen, pravzaprav poudarjen in zdaj ne znam drugače povedati, nisem bil pripravljen. Velja, nisem vam poslal vprašanj vnaprej, tega ne počnem. Še to me zanima. Nekatere vaše pesmi, zlasti te, ki so bile napisane za gledališke predstave, imam občutek, da imajo res zelo urejen ritem. Je ta občutek točen, mogoče je to glasno branje ali celo petje teh pesmi, mogoče pot k nekemu bolj prepoznavnemu, jasnemu, razvidnemu ritmu? Ja, brez dvoma, ene so prav napisane za petje, so tudi te sonotri, pri enih celo piše, na katero melodijo je, ko so pač narejene na nekakšne znane melodije, sicer je pa zanimivo, ko jaz kdaj razmeroma dosti po šolah hodim, predstavljati svoje pesmi in potem mi pogosto otroci zrecitirajo kakšno mojo pesem in marsikdaj
si rečemo, ojoj, ne, ker imajo pač tam v tistem delu Slovenije drugače naglašujejo. Ne. Eni rečejo nikdar, eni nikdar. Mislim, pesniki, moja teorija je, da je slovenščina je zelo pesniški jezik, ne, da imamo prav tako marsikatero dvojnico, imamo prav zaradi tega, da je pesnikom lažje ritem ustvarjati. Recimo, imaš lahko nikdar, ali pa imaš nihče, ali pa noben, mislim, tako nekako malo. Nihče, mislim, kakorkoli že, ampak pač tisti otroci, ki pa imajo v sebi še bolj svoj jezik, ne, še niso skvarjeni od centralizacije, pa doskrat tako si rečemo, pa čisti zunaj ritma, ker pač oni tako berejo. Ne. Slovenščina je kompliciran jezik, mislim, tako zelo. Ko sem si predstavljal, katero pesem bi prebrali v današnji oddaji, sem vedno imel v mislih, da bo to pesem Niso vsi isti 2026. To je pesem, ki je žal za Radio Slovenija, za Literarni nokturno nismo posneli, ker nismo imeli denarja. Dobesedno, to je bila razlaga, ki sem jo dobil. Ni tako drago. No. Ja, tukaj je igralec, zdaj ne morem razgrinjati, bi rekel, finančni zagad programa Ars in Radia Slovenija, tega ne bi želel. Ampak tudi vi ste bili nekoliko zadržani do te pesmi in ste predlagali, da bi prebrali neko drugo pesem. To je pa pesem Hvalnica dvomu in bi vas prosil, da to pesem preberete. Z veseljem. Sam da prej povem, jaz sem bil proti temu, mislim, to sem pesem napisal pred volitvami, pa v enem času, zdaj smo vse pesem ne zastarjajo tako hitro, se pravičujem. Drugače pa dobim prek Zampa, nekoč sem se pritožil, ker so na eni proslavi, ene opcije, ki mi ni najbolj blizu, recitirali eno mojo pesem, pa sem jaz rekel, da me niso niti vprašali, skratka sem protestiral, pa so pa rekli, saj smo pa plačali in so plačali prek Zampa in sem potem videl, da sem dobil 2,68 za tisto pesem, no toliko za kontekst. Toliko za vse tiste, ki mislijo, da imamo pesniki res. K tej temi se lahko še vrnemo. Ja, ne vem, če je prekomplicirana. Hvalnica dvomu. Nasprotje je že v načrtu, svet brez nasprotja je mrtev. Zato pretiravanje s spravo ni v skladu z našo naravo. Ker dva pola ima magnet, da je svet zadost napet, z nasprotjem treba znati živeti. Nasprotje ne sme biti ovira, brez njega svet degenerira. Da vsi smo enaki, v enaki napaki želimo biti slepi, da sami sebi zdimo se lepi. Slovenija gre naprej, namesto da bi šla na zdaj. Slepa pega vodi rod v mrtvi zgodovinski kot, držimo se za korenine in čakamo, da vse skup mine. Nismo vsi iz istega vica, enmu sveta je potica, drugmu burek, tretjemu pica in četrtmu krvavica. Ker se nam zgodi krivica, ven iz enega jeza šprica, drugi ima predsolzna lica, tretji v tihi grozi švica in četrti kliče strica. Nasprotje je že v načrtu, svet brez nasprotja je mrtev. Zato pretiravanje s spravo ni ne koristno, ne zdravo. Andrej Rozman Roza, hvala vam, ker ste prebrali Hvalnico dvomu. Prej ste sicer nekako bežno pokomentirali, da je to zahtevna tema, ampak dejali ste, da vas poslušajo otroci, da vas neka politična opcija, ki vam ni blizu, da je uporabila neko vašo pesem, naprimer, in tako naprej. In me zanima, kot bralec vem, kaj dajete slovenskemu narodu, družbi, kulturi in tako naprej. Kaj daje slovenska družba vam? Kako se odziva politika, kako gleda na vas kot na umetnika? Mislim, da daje mi veliko inspiracije, družba. Sicer pa, sem preživel, super, je bilo. In pravzaprav nimam s tem, kaj daje meni toliko težav, ker kaj daje sebi, kaj daje sebi ta družba. To me pa mečkano bolj skrbi, ker konec koncev jaz, če potrebujem pač kulturno ponudbo, se pač mimogrede zatečem v kakšno drugo jezikovno skupnost, pa iz tam črpam kulturno ponudbo. In to ni najbolj zdravo za nekoga, ki misli, da s tem, da ima državo, da je že bi rekel, da je že rešen pred bi rekel,
mislim, da je že na zeleni veji, da je to karkoli rešuje, kar se narodnega vprašanja tiče, pa njegove prihodnosti, ne. Mislim, da sem bil zelo razočaran, ko je bil ta referendum o umetniških pokojninah, ki se ni izkoristilo za diskusijo, ne, o tem, zakaj pa mi kulturo pa umetnost potrebujemo, kakšno pa potrebujemo, ne. Sam žalitve so bile pa tako rekoč v bistvu z obeh strani, ne, če tako vzamemo, ne. Ker mislim, da je da tisto, kar zelo manjka, je to, da nimamo tega mainstreama, ne? Mislim, to recimo, kako mi se ne zavedamo, da že Trubarja so nam Nemci financirali dramo, ki jo zdajle propada, so ljubljanski Nemci zgradili, ne? Od takrat nismo nič, ne? Cankarjev dom je bila, da jaz vem, edina velika investicija, ta zadnja, ne, v kulturo, ne. Tako da filmov ne bi snemali, če ne bi, mislim, pred drugo vojno seveda, smo posneli Slovenci 2 celovečerna filma, ki sta oba bila poveličevanje gora, ne. Gore so bile in tako rekoč brez besed. 2 nema filma smo posneli, ker sploh nismo bili pripravljeni na film, ne. Film je bil čista motnja. Na film so obdavčali, pa tiste davke za gledališče namenjali, ne, ker gledališče je kao ustvarjalo to meščanski jezik in če ne bi ta zloglasni diktator Josip Broz, ne, slovenske matere sin, če ne bi on ukazal, da imamo filmski studio nacionalni, ne vem, kdaj bi začeli zvočne filme snemati, ne, in filmi so pa najpomembnejša zadeva, pa danes televizijske nadaljevanke, take relevantne, družbeno angažirane oziroma družbeno odgovorne, kot bi rekel, ne, ki govorijo o svetu, ne. Mi znamo delati komedije, mi znamo ne da ni tega nič, ampak daleč premalo. Otroški filmi sem pa tja, ne, ni nek koncept, da bi vsak let posneli 3 otroške filme, recimo, ne, ker bi od enega naroda, ki se je odločil med državo, pričakoval, ne. In tle se mi zdi, ne, mislim, se pravim, jaz živim, meni ni problem, ampak sem pa majčkeno zaskrbljen za prihodnost tega, ki gledajo umetnost skozi politiko, ne. Mislim, da je pa naši, pa vaši, ne, in zdaj bodo ene, ne, forsirali, ne, ampak z amatersko kulturo je sicer super, ne, je super. In zadnjič sem bral slučajno en koledar, pač knjigica koledar, ne, za leto 47, se pravi konc leta 46, so točno tako hvalili ljudsko kulturo, amatersko, to, mislim, kako je to je edina prava umetnost, ki iz ljudstva pride, ne, kot bi te, ki so trenutno mislim, bi rekel, imajo to moč, ne, da odločajo, ne, kakšno kulturo bodo spodbujali, ne, to smo že leta 46 imeli, ne, in je žalosten, da smo prišli leta 26 do leta 46, ne. Delim vašo žalost, Andrej Rozman Roza. Hvala vam za vašo krepčilno, tudi satirično, hudomušno, tudi brutalno, pikro poezijo in hvala za prijeten pogovor. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Za zvok je skrbel kolega Vid Humar. Oddajo sem pripravil, kot bi rekel veliki slovenski umetnik Kostja Gatnik, danes in nikdar več, Marko Golja.